Ja, lep pozdrav še enkrat vsem. Jaz bom nekako še celostno poskušal pogledati tudi na tisto, kar je bilo vse povedano, kar se pediatričnega dela tiče. Najprej bi tole omenil. Približno 3 tedne nazaj smo po več letih prizadevanj dobili odobren zdravstveni program genetsko presejano odkrivanje in celostno obravnavo otrok in mladostnikov z družinsko hiperholesterolemijo, ki nekako zaokrožuje tudi ta del v smislu, se pravi, RSK je to 2018 odobril, zdaj pa še zdravstveni svet. Upamo, da bo šlo, se pravi, to v nekem čimprejšnjem času tudi v splošni dogovor in bomo to v bistvu, kar smo doslej nekako obravnavali, tudi s pomočjo različnih raziskovalnih programov in drugih sredstev uspeli obravnavati tudi kot celosten program in tudi se ustrezno pač podprli v bistvu izvajanje tako genetske diagnostike kot te druge dele programa, kamor sodi tudi obravnava oziroma kaskadno presajanje svojcev. Kot rečeno, to sem že predstavil, gre za 3-stopenjski pristop odkrivanja družinske hiperholesteremije. Kot rečeno, tukaj niti ne gre samo za družinsko hiperholesteremijo, gre tudi za poligensko hiperholesteremijo in redke dislipidemije. Na prvem koraku, se pravi, presejano testiranje hiperholesterolemije v okviru sistematskih pregledov, drugi korak je genetski screening družinske hiperholesterolemije in tudi nadaljnje vodenje in ustrezna usmeritev teh oseb. In pa tretji korak je, se pravi, presejanje tudi starša. V prvem koraku je bilo danes že veliko povedanega. Tale algoritem je nekako uspešno zaživel, tudi po naših izkušnjah in glede na rezultate velika večina pediatrov se dobro drži teh smernic. Žal, kot je bilo izpostavljeno, na podlagi nekih pilotskih podatkov lahko ocenjujemo, da je približno 90% otrok ima dejansko izmeren holesterol. Bi si pa tukaj želeli, kot je dr. Vogrinova povedala, se temu zelo pridružujemo, v bistvu, da bi nekako mogoče s pomočjo neke ustrezne nadgradnje e-kartona in s pomočjo rešitev e-zdravja tudi povezali prvi korak z ostalimi deli programa. To je mogoče tukaj en tak cilj. In pa seveda v točkah, kjer je mogoče ta algoritem še mogoče nedodelan, tukaj je bila izpostavljena tudi recimo poltranzicija, mogoče in neki taki vidiki so, da se lahko še to doda, da se tole nadgradi. Drugi korak, tale shema je iz predloga, ki je bil posredovan na zdravstveni svet oziroma odobren s strani RSK-ja, prej omenjenega. Gre za to, da vključuje, v bistvu tukaj gre za to, da mi k nam napotenim otrokom opravimo genetsko analizo, pozitivne otroke pač lahko registriramo in jih nadaljnje spremljamo, tudi glede na fenotip, prilagodimo obravnavo in pa v bistvu ob pozitivni genetski diagnostiki tudi kaskadno presejanje drugih družinskih članov, predvsem gre za prvi dedni red, ampak kot je omenil prej profesor Battelino, je tukaj, bi se bilo na nek način škoda ustaviti pri prvem dednem redu v primerih, seveda tukaj smo pa majčkeno omejeni, zato ker mi dosega izven prvega dednega reda ponavadi nimamo. To lahko predvsem svetujemo in nekako motiviramo ljudi, da se za to odločijo, ampak vsaka nadaljna diagnostika tukaj ima izjemno visoko dodano vrednost. Ko enkrat tako družino poznamo, po enih podatkih, mislim, da so Nizozemci vsaj še 7 dodatnih ljudi uspeli na vsak indeksni primer diagnosticirati. Tukaj nas čaka še kar nekaj možnosti. Seveda, mi se držimo pri spremljanju otrok in mladostnikov evropskih priporočil. In pa zdaj tale tretji korak, o tem je bilo prej veliko govora, se pravi, tudi s tem novim programom imamo zdaj tudi formalno kritje, upajmo, da tudi ustrezno pokritje v smislu finančne plati.
da pri vsakem otroku, ki je potrjen, povabimo, se pravi, kar zadnje, mogoče par let res dokaj dosledno poskušamo početi, tudi tistega starša z višjo vrednostjo holesterola za genetsko kaskadno presajanje. Če ni jasno, kateri od staršev ima višjo vrednost, to včasih naredimo tudi pri obeh starših. In pa v bistvu dosledno, se pravi, mi zdaj ob izvidu otroka, ko je genetsko formalno v izvid otroka napišemo, da prosimo za napotitev starša za genetsko analizo. Ta napotitev sicer pokriva zgolj napotitev k nam. To genetsko analizo smo doslej financirali iz raziskovalnih sredstev, od zdaj naprej jo bomo pa, ko bo to enkrat v splošnem dogovoru, izrednih sredstev, in pa temu staršu potem v ta izvid napišemo, da pač svetujemo napotitev tega starša v lipidološko ambulanto za odrasle, kjer tudi zelo dobro sodelujemo predvsem z lipidologi v UKC Ljubljana, kjer imamo dogovor, da se pač vsak tak starš, da je predvidena nadaljnja obravnava pri njih. Zaenkrat teh direktnih napotnic, seveda mi ne moremo izdajati. Doslej smo to tako počeli, da smo to zabeležili v sami izvid otroka in smo pač računali na to, da bo pač osebni zdravnik starša tukaj pomagal. Tukaj morda samo še ena beseda, to je že profesor Fras to snemo kazal, mutacija ni vse, se pravi, imamo fenotip, se pravi, brez genotipa, imamo genotip brez fenotipa, večina je nekje vmes, in pa ta spodnja shema, poligensko breme se čedalje bolj obravnava kot en dodaten kazalec, kot je profesor Trbušakova rekla, ga še ne znamo zelo jasno klinično ovrednotiti, ampak po našem mnenju tudi teh 60% otrok, kjer ne dokažemo mutacije, predstavlja vrh tega poligenskega bremena v naši slovenski populaciji, kar pomeni, da je to zagotovo populacija, ki jim z ustrezno obravnavo, ponavadi sicer še ne rabijo zdravljenja v otroštvu, ampak če jih ustrezno obravnavamo, zagotovo lahko močno profitira v odrasli dobi. Mislimo, da s tem, ko se bomo posvetili tudi temu delu z visokim poligenskim bremenom, in vemo, da so te kazalniki poligenskega bremena v otroštvu bistveno bolj povedni, kot če delamo analizo poligenskega bremena kasneje v odraslosti, ker ta fenotip odraslosti pod vplivom različnih drugih dejavnikov, ki v otroštvu mogoče še niso izraženi, in zato je ta genetsko plat težje odkrivati. In tukaj mislimo, da v prihodnje bo tudi to ena lahko dodana vrednost tega našega programa. Zelo pomembno je, to je pokazala dr. Trudnova, da vemo, se pravi, zdaj te programi zdaj bodo omogočili neko zelo dobro platformo za neko tako poenoteno, sistematično izvajanje teh preventivnih programov in tudi, da bo zelo jasno definirana vsebina tega e-kartona, do katerega upamo čim prej pride, in to bo neka zelo dobra osnova, da bomo res vedeli, kaj se s tem našim programom dogaja na vseh korakih. In seveda, ta digitalizacija, jaz mislim, da je tukaj velikanska priložnost, kot je dr. Stanimirović rekel, še nažalost še deloma neizkoriščena. Če bi tukaj znali nekako povezati te preventivne programe v pediatriji in s tistimi kasneje in tudi jih nekako ustrezno uporabiti te možnosti, ki jih že ponuja digitalizacija, mislim, da bi imeli v Sloveniji lahko izjemno dober celosten sistem v bistvu spremljanja oseb z dejavniki tveganja. Tukaj seveda ne moramo mimo registra, tukaj imamo tudi zasnovo opravljeno, moramo si prizadevati, da bi prišlo tudi do neke trajnostne rešitve v smislu obstojnosti, vzdrževanja tazga registra in tudi doslednega registriranja oseb. Tukaj imamo v mislih zlasti družinsko hiperholesteromijo v prvi fazi. In pa seveda ta paradigma se spreminja tudi v preventivni kardiologiji, se pravi, primarna prevencija, se čedalje več je dokazal, da se splača oziroma da je potrebno
zlasti pri posameznikih, ki imajo bodisi en zelo izrazit dejavnik tveganja ali kombinacijo, neugodno kombinacijo različnih dejavnikov tveganja, to primarno preventivo začeti izvajati v otroštvu. In mislim, da je tale zdaj, da so ti naši preventivni programi omenjeni, bil tudi ta centri za krepitev zdravja, obravnava debelosti in drugih. Če bomo uspeli to povezati na nek način v naslednjem koraku v nek tak bolj celovit sistem, bi tukaj lahko izjemno dobro popotnico dali v bistvu našim otrokom, mladostnikom za naprej. In v bistvu, če bomo to naredili skupaj z odraslim delom stroke, jaz mislim, in tudi poskrbeli za ustrezno predajo teh otrok, mislim, da bi bilo to lahko nekaj trajnega, da je treba v bistvu o tem razmišljati. Tako da tole so zdaj iztočnice, to je zadnji slajd. Ta integrativna obravnava, se pravi, prvi korak nekako dobro funkcionira, s pomočjo tega e-kartona bi si želeli še ugotoviti, dejansko imeti neko kontrolo nad tem, kakšne so vrednosti, koliko otrok ima dejansko pomeren holesterola. Ob pozitivnem presajanju za holesterol na primarni ravni so otroka napoti v UKC oziroma na pediatrično kliniko Ljubljana, kjer se izvede genetsko presajanje, tudi kaskadno presajanje svojcev prvega, če je možno tudi drugega dednega reda, in pa poskrbeti je treba za ustrezno napotitev teh svojcev v UKC Ljubljana oziroma v drugo lipidološko kliniko za odrasle. Potrebna je v bistvu nadaljnja obravnava otrok, ki jih prepoznamo, potrebna je tudi neka prilagojena obravnava FH negativnih posameznikov, se pravi, to so te že omenjeni osebe z verjetno visokim poligenskim bremenom. Tukaj je lahko to neko kombinirano vodenje v lipidološki ambulanti in pri primarnih pediatrih. Treba je v bistvu poskrbeti za delujoč nacionalni register. Tukaj zasnova je nekako dobro izhodišče, ampak potrebna je neka trajnejša rešitev in treba je zelo jasno doreči tudi to tranzicijo, se pravi, da se te napori, ki se nekako vlagajo v tej pediatrični dobi, ne izgubijo ob tem, ko ta mladostnik odraste. Takrat je ena kritična faza, ki se lahko marsikdo zgubi, in s tem v bistvu vsak tak posameznik, ki se zgubi, lahko zgubi par desetletij, oziroma če se zgubi za daljši čas, je lahko so vsi ti napori nekako šli v prazno. Tako da jaz mislim, da je naša naloga, da je ta sestanek nek tak prvi korak, mogoče da to tudi ta sistem, kako naj bi stvari funkcionirale, lahko nekako poskušamo spraviti v obliko nekih smernic oziroma priporočil, mogoče tudi prepoznamo neke nadaljne korake, ki bi bili potrebni oziroma ki nam še manjkajo do tega, da bi bili pa zares uspešni. Hvala lepa.